umetnikov se bomo vključili v direkten prenos predstavitve vodij strank, ki bodo kandidirale na letošnjih parlamentarnih volitvah. Soočenje vodi gospa Mači Učljevič. Preden začnemo, pozorno poslušajte naslednja navodila. Obveščam vas, da bomo današnjo predstavitev prenašali v živo na lokalni televiziji Močvirnik TV. Ker ima Borovnica pri svojih 3805 prebivalcih neverjetno število pravilno opredeljenih prebivalcev, smo danes pri vas na predstavitvi. Vsak glas šteje. Morda se je ta moment število prebivalcev že povečalo, ker so pred 1 uro odpeljali mojo sestro v porodnišnico, ampak še ne vem, katerega spola je, tako da vam težko povem, če sem teta ali stric. Navodila. Naša odgovorna urednica je odločila, da bomo tokrat predstavili kandidate drugače. Ker nam borci za sedeže vedno pripovedujejo pravljice, bomo to omogočili danes kar v živo. To bo pravljica o Sneguljčici in 7 palčkih. Predstavili se bodo palčki Hihitavček, Vseznalček, Godrnjavček, Zapravljivček, Puhaček, Begavček in Vomljivček. Ker gre oddaja v živo, prosim, da ne smrkate, kašljate, izklopite mobitele in ne preklinjajte na glas. Še 2 minuti časa imate, da odvijete bombone, da ne boste šumili s papirčki. Glasno navijanje za posamezne kandidate ni dovoljeno, pljuvanje na drugače misleče je strogo prepovedano, ker razsaje gripa, ravno tako ne nosite cvetja na oder in ne pojte internacionale. To so bila interna navodila, zdaj pa nas bodo vklopili v direkten prenos. Halo, režija, a smo že not? 1, 2, 3, Pine, javi se. Kaj? Ja, razumem. Iz režije mi ravno sporočajo, da bomo z oddajo začeli v živo. Kaj? Ja, ma zakaj ne? Ja, kje pa je režiser? A ja, prvocu pije borovničke. Ja, fino. Jaz sem kaj že od 2 kupa pije borovničke, pa kaj se pa to pravi? Ja, ne, nisem živčna. Kdo je rekel, da sem živčna? Sploh nisem živčna, ampak kandidati so tukaj. Ja, v redu. Ja, ma pobil se mi bojo tam zadaj, kaj čakajo. Sej veš, kdo bo povedal boljšo pravljico? Kaj? Ja, aha, lahko začnemo? A je prišel režiser? Ja, v redu. 3, 2, 1 in gremo! Dober večer, spoštovane gospe in dragi gospodje. Začenjamo s predstavitvijo predsednikov strank, ki bodo letos nastopile na državnozborskih volitvah. Oddaja se imenuje 7palčkov.com. Žive naj vsi volivci, ki hrepene dočaka dan, da zvedli kdo izbran postal bo naš organ. Prepir z dežele bo pregnan, zadovoljen in zadovoljen bo naš državljan. In zdaj le še prijatelji, tu zgodbico poslušajmo, ker nocoj smo se zbrali, saj vsi v srcu dobro mislimo, da organ, ki bo zbran, delal bo za nas vsak dan. Pa kdo je tega v kadar spustil? Dober dan! Ja, želite, gospod? Telegram sem vam prinesel. Za vas, izvolite. Hvala lepa. Pa spelte se dol, tako dalje. Obveščamo vas, da me na predstavitvi ne bo, ker ne priznavam vaše televizije, ker ste okuženi, ne pošiljam vam lepih pozdravov. Vomljivček, no krasno, se je že začelo. Telegram sem vam prinesel. Bujno! Hvala. Režija, kdo spušča upokojenca? Pa kaj je ta dela prek študenta ali kaj? No pa poglejmo. Še eden bo odpovedal. Spoštovani,
Opravičujem se, ker bo malček zamudila. Še vedno sem v kombineži in čakam na nove čevlje iz Italije. Lep pozdrav za pravljivčka. Fino. Kje sem ostala? Ja, kot sem že rekla, vprašanja bojo korektna in spoštljiva. Spoštovani kandidati, seznanila vas bom s potekom predstavitve. Pravila so sledeča. Vsak kandidat ima 5 minut časa, da se predstavi, nato pa sledijo vprašanja in odgovori, ki naj bodo, prosim, kratki in jedrnati. Zdaj pa kar prosim prvega kandidata, da se nam predstavi in pove, kaj v svojem programu. Gospod kandidat Hihilavček, izvolite. No, jaz sem predsednik novoustanovljene stranke Pametni naprej. Kar moram še posebej poudariti je to, da sem mlad in tudi moji kandidati so mladi in njihovi prijatelji so mladi in izobraženi in od njihovih prijatelji so mladi. No, skratka, vsi smo mladi, lepi, pametni in od zdaj naprej živimo samo še za domovino. Torej, kot že veste, sem bil dolga leta v neki stranki, zdaj pa sem zrastel in sem postal samohranilec. Moje delo do sedaj je bilo zelo uspešno. Skoraj vedno mi je uspelo z mojimi idejami prodreti globoko v žepe davkoplačevalcev. Ampak kaj, ko so se leti držali za žepe kohodič? Kje pa se vidijo rezultati teh vaših navdihov? Ja, zaenkrat še nekje, ampak se bodo, ko bom velik in močan. Aha. In kaj konkretnega ponujate Borovničanom? No, torej, vse, kar vam manjka. Ljubim vam naslednje. Knjižnico, pravno državo, kanalizacijo, vodo, ceste, nove službe, nova stanovanja za mlade, dom za starejše občane, podporo kulturni dejavnosti, gasilcem, mladim, starim, športnim sekcijam, posebej šahistom, baletu in hribolascem. Obljubljam vam vse to in še več. Moj slogan je, moje srce tik-taka for you. Bravo! Zelo krasno, super. In naj vam kar predstavim naslednjega kandidata za predsednika, gospod Vseznavček. Kdo ste in kaj nam obljubljate? A je Danila že prišla? Ne nastopam brez Danile, ne, in moje žene in pomlade. Sem si pustil brado, da bom nov obraz, ne. Moje ljudi sem pa obljubljal naslednje. Stadion, knjižnico, kanalizacijo, vodo, džabo, mislim, za 100 indeksa, obvezno redarstvo, kazni za naposno parkiranje, ne. Dom je to, mater bo pokal, kako idem ceste, nove službe, nova stanovanja, si že gradijo, podporo kulturne dejavnosti, gasilcem, mladim, starim, obljubljam dom za starejše občane, ne, nova cesta do Vrhnike, lahko se pohvalim, da imam 2 čudovita sinova, katera bosta čudovita avta, no, samo še eden, ne, samo zelo ponosen, in slogan je, Slovenija moj deželic, ne. Hvala lepa, gospod kandidat, za vašo kratko in jasno predstavitev. Naslednji je na vrsti gospod kandidat Kodrnjavček. Izvolite, prosim. Hvala lepa za besedo. Sem mlad, postaven, perspektiven nekoč in tudi sedaj privat. Želim svojim znanjem pomagati kočnim ostancem. Jaz imam zase že dovolj. Imam kmetijo, pa firmo, pa nekaj delnic, to bo še roke. Zdaj pa ste na vrsti vi, dragi občani in občanke. Moje obljube so naslednje. Obljubljam vam klanec novo knjižnico, kanalizacijo z novo čistilno napravo, ekološko, vodo, pitno seveda, ceste 4 pasovnico do Ljubljane, nova, moderna, bačna stanovanja, v podporo kulturi, seveda, gasilcem, mladim in tudi starim, seveda, obljubljam dom za starejše občane naše znanih lokacij. In predvsem tudi sredstva za
raziskavo o vplivu mirnih mehurčkov na razvoj večjih žabih krakov. Skratka, te sredstva bodo prišla iz Evrope. Slogan moje stranke je Ziher smo denar boljši. In mene je treba definitivno podpreti. Rad bi bil še malo prikoviti. Hvala lepa, gospod Godrnjavček. Se opravičujem. Da vas seznanim o pisanju tega programa in pridobivanju soglasja za ekološko kmetijo, ki bo imel na pristavi, sem pač malo posidel. Ta državni aparat je definitivno treba zamenjati. Hvala lepa, gospod Godrnjavček. Že pred oddajo smo se dogovorili, da nam bodo volilci svoje vprašanja poslali prek interneta. Ja, dober dan. Dober dan. Hvala, gospoda. Moment. Diamanti so večni. Hvala. Kako prisrčno. Gospa Zapravljivčkova je podarila svoje diamante. Kar sedite. No, pa malo se uredite. 2 lasa vam naštrlita v redu. Zdaj, okej? Super. Katarinca, kar hmeje so vsi. In še plac, da bom jaz čuval. Pa pusti bočita. Zdaj bom jaz predsednik. Gospod Tuhač, jaz se ne obračam po vetru. Sploh pa pri vas nikoli ne vemo, ali prihajate ali odhajate. To pa ni res. Jaz sem zmerno tukaj trzen in pokončen mož. Dober dan. Dober dan. Pričakovali smo gospoda bivšega predsednika vlade. Kdo ste pa vi? Lahko so tudi predsednik. Kdo kadar spušča upokojence? Ste zmešani, no, pa po sceni se mi sprehajajo eni čudni tipi. Kaj? Zakaj ne pride? Ja, razumem, no. Ja, prav. No, kar sedite, gospod, izvolite. Ja, jaz vem, zakaj ne pride nas bivši. Včeraj bil pri prejšnjem predsedniku države, pa ga je spucal. Potem je šel pa še k sedajnemu predsedniku, tam mu je pa še glavo prav. Je mislil, da ga bodo samo skrtačili, so ga pa še vpravi. Zdaj ga pa strankarski kolegi sušijo, se je zmotil. Jaz bi ga kar na balino strigal. Ne bodi nestrani Godrnjavček. Pa prav kmalu boš na vrsti. Nekam slabo ti kaže. Obema slabo kaže. Pa tebi, Korol, pa še tebi, pa... Boste videli, kako bom razkoral, ne? To ne boste vsi dihali na svoje. Daj, da se ne boš razpočil. Pa dajte mir, gospodje. Gospod, zamudili ste. Na hitro se predstavite, ker oddaja že teče. Jaz sem predsednik nove stranke Nepribitih. Ti reč nepovezanih mogoče. Rečem sem in pravim Nepribitih. Nekaj nas je, ki so nas zatirali in smo šli svojo pot. Malo smo skrenili, ampak nič za to. Bom povedal naš program, katerega znam na pamet. A takoj? Kako se sploh imenuje vaša stranka? Naša stranka se imenuje Stranka Nepribitih. In ste kaj zbegani? Mi smo begavčki in naš slogan je iščemo boljše korito. Ne, bomo rajši naredili kratko pauzo. Vrnemo se takoj, ko pridemo nazaj. Povedati, da je gospa Zapravljivčkova edina ženska med 7 parčki, kar seveda pozdravljamo. Izvolite. Najprej vas vse skupaj lepo pozdravim in se opravičim za zamudo. Namreč morala sem nujno k pedikerju in baserju, pa še čevlje sem čakala. Ta pošta. Kdo je tukaj šef pošte? Takoj ga treba zamenjati. V mojem programu bom poskrbela za več delovnih mest,
in takoj podprla in odprla agencijo za trajnostni razvoj kozmetike in oblačenja v Gorici. Moja stranka je LDS in slogan Ljudstvo dajmo stisati. Se popolnoma strinjam z vami, gospa Zakrovičko. Želite, gospod Tuhača? A bom jaz kaj kvalu na vrsti. Sedim že pol ure tukaj in nihče me vpraša, niti če bom kozarec vode spil. Želite kozarec vode? Sicer jo imate pa na misli. Ne bom pil te vode, ker je imel okus po breskvah. Hočem navadno vodo. Spet me zapostavljate, ker sem menda naporen in se mi vsi bojijo. A bom kaj kma na vrsti? A želite navadno vodo? Ne, nič ne bom pil, nisem želj. A bom še danes na vrsti? Ja, izvolite. Dajte mu še nov besedo. Dobar dan želim. Jaz sem Uhaček, predsednik stranke mladih, starih, tako, upokojencev in skratka vseh. Prej sem bil z gospodom Pahorjem na kavici. Boleči, a me vidiš po televiziji, ja? Podpira mojo kandidaturo in meni, da je pravično, spodobi se in zaželeno, da bi jaz zmagal. Mu bom potem dal mesto okoljskega ministra. Boleči, a vidiš, a boš sprejel, a ne? Oj, te bom pa skeslo tukaj mene. Glej, Boleči, da boš glasoval za me. Mimo grede, kje pa pri vas prehajate puške? Prav, povsod. Ja, vas je nekaj prav posebega, gospod Tuhača. Boš da potem skupaj teč, gospodična. Boste videli, kaj zmogem. Kar se pa psa tiče, imam pa rokavičke in vrečko, a je ena že na pol polna, ali ga pokažem? Lahko nadaljujem, gospod Tuhač. No, moje mnenje je, da ne smemo obljubljati gradov v oblakih. Grad imam samo jaz. Denarja pa tudi ni. Lahko pa vam povem, da bom delala na naslednjih projektih. Knjižnica, kanalizacija, voda, nova stanovanja, nove ceste, podpora kulturi, gasilcem, mladim, starim, dom za starejše občane, policijsko postajo in tako naprej. Program je obsežen in uresničljiv. S svojim glasom za mene boste uresničili sanje. Ja, želite, gospod Tuhač? Lahko počakate, prosim. Ne moram počakati, bom pol vse pozabil. Obljubam pa čisto nekaj drugega kot moji konkurenti. Dom za starejše občane, podporo mladim, starim, gasilcem, kulturi, obljubljam nova stanovanja, nove službe, vodo, kanalizacijo, knjižnico, poslovni objekt na pokopališču. Stabilni objekt, drugače že imamo. Nič hudega, boste imeli pa dva. Madonna, tele moji pisci programa niso na tekočem, razen kadar pijejo. Slogan moje stranke je: delimo siromašnim upokojencem sanje ali kratko desnic. Prav gotovo bom zmagal. A ne Bogoči, ki me gledaš s televizijo. Glej, Bogoči, da boš glasoval zame. Pa seveda dolgi tudi. Ampak čakajte malo, vse ste povedali vse, kar so povedali ostali kandidati, razen da je bilo vaše v obratnem vrstnem redu. Saj v tem je štos. To je obrat za 360 stopinj. Vse je postavljeno na novo. Prosim, lahko še ugasnete. Gospod Tuhač, kaj ko bi peljali psa na sprehod? Zdaj, korom, mir se, ne? Gospa voditeljica, napovejte pauzo. Gospod je že zelo moteč.
Vi, gospod, pa pejte prosim ven, ker niste vabljeni zraven. Gospod je moj odvetnik. Ven sem rekla! Gospod, vrtec je 2 ulici naprej. Tukaj ste na televiziji in ne na sodišču. Pejte ven s tem vozičkom, no in sedite, prosim. Voziček bo tukaj. Ne bom sedel, ker imate okužene stole. Gospod Ljubček, a lahko prosim dovolite, da odpeljamo voziček iz studija? To, da je voziček tukaj vaša domneva. 2 ulice naprej je pa samo potikanje, ker ga pač ni. Zdaj 3 ulice naprej. Otrok bo začel jokati, no. To je vaša insinuacija in prisluh, kažete roka. Ja, Najbolj, da pokličemo kar glavno urednico, a ne pa bo ona uredila zadeve. To je nedopustno. Glej, kdo se oblaša. Miro, a gledaš prenos? Ja, a vidiš to štalo? Pridite iskat, ker ne bom več zahlala med temi palčki. Čao. Ja, in vrnemo se takoj, ko pridemo nazaj. Vaše vodenje je nekorektno. Tukaj sem že 10 minut in še nisem dobil besede. Gospod, otrok vam joka. To se vam seveda zdi, ker imate prisluhe. Saj je dojel, da govorite nebuloze in neumnosti. Si izmišljujete razne zgodbice in vaš namen je oblatiti mene, mojo stranko, moje plane, moje teto, strica, odpornike, znance in neznance. Kalimero, skusi joka, kot Karel. Katarinca, ne bom ti pokazal puška, če ne boš pridna. Samo itak zaenkrat čez glavo. Voditeljica, predlagam, da odstranite ta 2 osebka iz studija. Ampak, Ivan, jaz sem vendar tvoj prijatelj. Če ne, bom pa vse povedal. Kaj boš povedal Borlu? Kaj? Da smo šla na sladoled in si ti pojedel 3 kepice sladoleda, jaz pa samo 1. Častni sem pa jest. Tukaj imaš 2 evra, da ne boš jokal. A samo toliko ti je še ostalo. To še za hrenu, ki ni. Miri se. Gospod Domnjevček, dajte rajši predstavite svoj program. Nič ne bom predstavljal. Vse ste že slišali, ker so gospodje prekopirali moj program in vizijo. Potem pa vsaj povejte vaš slogan. Moj slogan je, patria je ena, meni dodeljena, kdor najame Matoza, Senico in Čeferina je kriv. To so dejstva, gospe in gospodje. Kaj pa je to patria? Ker gremo naprej. Spoštovani predsedniki, do sedaj ste vsi povedali iste programe. V čem je sploh razlika med vami? In učinijo vsi to, ne? Eni so malo večji, eni pa malo manjši. Poslušajte, saj imamo barvo oči različno. Jaz imam plave, gospod Dvomljivček pa rjave. Kar, preveč govoriš, izdal si vojno tajno. Gospodje, ker gremo naprej. Lahko kar začnimo z vprašanjem občanov. Imam vprašanje za gospoda Ukača. Ja, prosim. Volilce zanima, kako si predstavljate, kje bi bila najboljša lokacija za gradnjo za dom za starejše občane.
Hvala lepa za vprašanje. Smatram, da bi bilo idealno mesto za izgradnjo doma za starejše občane Močvirno podbočje naše oziroma vaše občine. Kot že veste, so bili vaši predniki mostiščari in bi bilo več kot primerno, da bi bil narejen na mostišče in to sredi Barja. Ker vsi vemo, da je plavanje zelo zdravo, bi imeli varovanci obvezne plavalne tečaje in bi se s tem pridobili značke morski delfinčki. Lahko bi lovili ribe in se družili na prišpiti. Kadar pa bi bil nivo vode nižji, pa bi imeli plavalne tečaje v otroci. Tako bi presegli tudi generacijske razlike in se učili druženja in medsebojnega spoštovanja. Obljubim pa, da bom plavalne učitelj in pa kontroler za nujne primere in neplavalce. Naslednje vprašanje je za gospoda Vseznačka. A se lahko usedete, prosim, gospod, no? V svoji predstavitvi ste povedali, da boste gradili novo cesto do Vrhnike. Kje bo potekala nova trasa in kje boste dobili denar? To sem res predvidel, ne, ampak še ne vem, kako in kaj. Izvolite, gospod Begavček. Kot sem že bil dejal, imamo v naši stranki vizijo. Konkretno sem mislil, da speljete avtocesto okoli Borovnice, tunel pod Planino, potem pa proti Zagrebu čez Gorjance, Borovskih vasi, severo-jug do Rentave, tam prekopljete cesto za naftovod, položite, da ne boste 5-krat prišli asfalt prekopavati. Potem se obrnemo nazaj proti Trojanam, tam bi naredili izvoz, da bi lahko krajani kupili krofe. Nadaljevali čez Vršič, na Gorico in Trst in se obrnili nazaj proti Vrhniki. Linija bi bila einfach Kopasul. Malo bi bilo dlje, ampak potem boste lahko gledali še svet in morda bi bili bolj odprti za druge ljudi. V Bistri bi še ogledali muzej in našega poštarja. Moj slogan je nazaj v vladni raj. To pa sigurno Vlačič napisala. Dobro. In kje boste dobili denar, če se odločite, da boste sprejeli tak načrt, gospod kandidat Begavček? Bom kar jaz odgovoril. Tega seveda ne ve, ne? Lahko pa začnemo pobirati prostovoljne prispevke. Danijela bo priredila dobrodelni koncert, pa še naša dva sinka kandidala, ki je zraven, ne? Gospod Hihitavčak, ste želeli bi nekaj dodati? Ja, imam idejo, kako razveseliti upokojence. Priskrbel bomo avtobus za izlete in bi vsak, ki bi šel na izlet, dobil še 100 evrov. To bi vas pa precej drago koštalo. 50 × 100 evrov, 5000 evrov na avtobus. Najeli bi avtobus z 9 sedeži. Vsako prestopno leto. Bote zbirati. Pusti, to je moje področje. Za upokojence bom jaz poskrbel, gospod Hihitavček. Če dovolite, jaz sem tukaj, da vodem oddajo. In naslednje vprašanje postavlja gospod Potrebuješ. Ja, čudovito vprašanje. Tega še nisem zastavila, gospod. Ali boste naredili kupleraj v Borovnici? Eno vprašanje smo že imeli v parlamentu, zato sem zapustil, ker me niso upoštevali in nisem prišel na vrsto. Ja, o takih željah občanov sem že slišal. Sem mislil tudi o tem, ozirom na to, da je prodajanje
raznih uslug najstarejša obrt, da kupleraj umestimo v staro mestno jedno, a sedanjo staro poštovno vrta. Vozili bi dve lahkoživki, druge bi pa itak same prišli. Črni za vsako kus. Rabili bi tudi dva ali tri uci batine. Tudi zaposleno. Jaz se javim za to službo. Če ne bom predsednik, bom pa vodja agencije za zabavo. Denar bom pobiral in sprejemal naročila po mobitelu, ki se ga uporabil gospodu. Gospa Matilda sprašuje, zanima me, kdaj boste začeli vpisovati prijave za uporabo mrliške vežice. Rada bi se postavila v vrsto, ker so me doma že siti. Že 20 let nam obljubljate, pa še zdaj ni nič. Vprašanje za gospoda Vseznačka, prosim. Ne. Zaenkrat tega še ne vem, ne? Kjer se je nekaj zapletlo. Bom pa lastoročno poskrbila, da boste lahko v prvi vrsti, gospa. Kar pripravite sliko. Gospa Matilda, predlagam, da počakate še naslednjih 20 let. Naslednje pismo pa je Renatino. Gospa piše, moj taš čaka na operacijo že 5 let, pa je še vedno živ. Sprašujem vas, ali je to normalno in kako boste poskrbeli za zdravje občanov, ali bomo res dobili bolnico na koncu mesta. Gospa Zapravličkova, prosim. Hvala za vprašanje, gospa državljanka. Nekaj naslednjih let bo vse tako, kot je. Imamo pa že v načrtu velik projekt, da bi zgradili na jasi nad Tivkovim ovinkom bolnico in zdravilišče s pogledom na močvirje. Jutranja megla in bolj po marostu bi bila čudovita kombinacija za zdravljenje astmatikov. Naredili bi 5-nadstropno stavbo z zunanjim panoramskim liftom. Veste, nekateri so zelo srečni, če se vozijo gor pa dol, pa gor pa dol. Srečen človek je zdrav človek. Pa gor pa dol. Dovolite, on minister dr. Pračun je to že zdavnaj predlagal. Vi ste seveda njegov program prekopirali, ampak ni vam uspelo prekopirati vsega, ker vam je zmanjkalo časa. Torej, za vse tiste, ki pa ne marajo vožen z liftom, bi bilo tudi zelo koristno. Po 2 prisilnih vožnjah, gor pa dol, postanejo tako mirni, da niti pomirjevalne in spavalne potrebujejo. Minister za zdravstvo opozarja. Vožnja z liftom je primerna terapija, ker tako prišparamo pri zdravilu. Posvetujte se svojim psihiatrom. Hvala lepa za odgovore. Vprašanje za gospoda Hitavčka se glasi. Kako boste poskrbeli za razvoj turizma v bolnici in pridobili evropski denar? Prosim. No, to ni ravno moje področje, ampak o razvoju turizma pri vas je moj prijatelj že naredil disertacijo in je dobil najvišjo možno oceno. Moj predlog je naslednji. Razširitev in poglobitev borovniščice, da bi postala plovna od Dokonice naprej. Turistom bi ponudili potovanja z ladjo, nočitev v Brezovici, kosilo pri ladji in ogled borovniškega mostu. Ostanka. Mimo grede bi si ogledali dom starejših občanov na mostišču, tekmo plavanju v Rikverc in nadaljevali pot proti Likotu, kjer bi se skrcali in se s konjsko vprego odpeljali po avtocesti čez Zagreb na Vrhniko, odkudar bi se potem peš vrnili v Borovnico. Ni gospod Vseznačka. Moj predlog je narediti ustanjačo, ne, in to od vrha se bo upatlo. Bi se lahko reklo, da ste skoraj primerljivi z Ljubljano, ki ima tudi ustanjačen grad, katerega sem jaz zrihtal. Po zimi pa bi organizirali spuščanje po zamrzanih slapovih pekla, poleti pa skakanje z elastiko ali pa brez nadslapovih. Zimi pa bi bili nagrajeni stopnim pivom in mrzlim čajem. In Borovnica bi postala najlepša vas v Sloveniji.
Definitivno ne. Kako pa razmišljate vi, gospod Dvomljubčev? Vse, kar govorijo tile gospodje, so nebuloze in neumnosti. Najprej moramo ugotoviti, kdo je za koga v vaši kotlini. Predlagam, da naredimo krožni promet na Ljubljanski. Ko bi šofer pripeljal križišče s hitrostjo 80 km/h, bi metal avtomobil levo in desno. Tako je ugotovili, kdo je za leve in kdo je za nas. Čudovita selekcija in preverjanje naših podpornikov. Treba je delati na človeku. Kaj pa pokojninska reforma, gospod Seznavčev? Ker niste sprejeli pokojninske reforme, pa najbolj še bodoče takole. Upokojenci mlajši od 65 let, ne, bodo morali cesto prečkati pri rdeči. Za vse starejše, ne, pa bi prihod med rdečo skoraj da obvezen. Tako je nič pravi pri pokojninah. Gospod Marko sprašuje, kje bi po vašem stala nova knjižnica, okrog katere se pogovarjamo že leta in leta? A lahko jaz prosim? Ja, povejte. Kar se tiče knjižnice, imam enkratno rešitev. Predlagam potujočo knjižnico. To pomeni, da bi kupili tovornjak s priklopnikom in v njem uredili knjižnico. V 4 dneh predvidoma bi potujoča knjižnica obšla celo borovniško kotlino in vse zaselke. Občani bi si en dan knjige sposodili, naslednji teden povrnili, čez 4 dni torej. Tako bi kulturo branja razširili med občani. 2 dni v tednu pa bi tovornjak izkoristili za prevoz občanov na moj kmečki turizem na pristav, katerega imam v planu. Sem že dobil dovoljenja, bom častil kakšna kislica. Ideja je vsekako sprejemljiva in izvedljiva. To je korupcija in podkupovanje. In kje bi imeli čitalnico, gospod Seznavčev? Vsekakor moramo mi Slovenci čim več brati, ne? Tudi o tem sem razmišljal in ugotovil, da bi bila najboljša lokacija doma na sobi prihoč. Za razloženje pa bi poskrbila moja prijateljica Daniela. Tako bi obenem ponovno obudili navadi naših prednikov, ne? In ko so bile čitalnice v starih čivaških gostilnah, ne? Tako, predsedniki so se predstavili. Če ste oddajo pozorno spremljali, ste lahko ugotovili, da bo izbira izjemno težka. Vsi kandidati so zares čudoviti, nekateri so pa še čudovitejši. Martin, ja, si kje videla en kup papirja? Ja, kje je bil na mizi, pa sem ga razdelila po kupčkih, vsakom nekaj. Zato je bil star program izpred 7 let. Da nas nismo striče zamočila si. Torej so vsi brali stare programe, mater šifinja me bo spustila. Si že ne itak vseeno, mislim. A je letos kaj drugače? Samo kace so se malo spremenile. No, pa postarali so se tudi malo, a se ti ne zdi. Veš kaj, sam tisto s programi pa vsej bih drži, ne? In moj slogan je, čez 7 let vse prav pride. Kar počekali ti, pa. Čau, se upravičujem. Prišlo je do manjših tehničnih motenj. Spoštovane gledalke in gledalci, z vami so bili gospod Hihitavček. Počasi do vrha, na Trigov. Gospod Seznavček.
kajati. Ne, hvala, tale bolj mrtv, ko živ zgleda. Po leku. Hvala lepa, kar sam pejte. Ne, hvala. A ste imam dosta boževalk. Čau. Na velik mojim mirotom. Gospod Begalčev. Iar popofuși pălștile. Gospod Vomljivčev. Vprašanje, je kam pa drugan kot spat v posteljo? Hvala lepa za vaše sodelovanje in vidimo se čez, kdo ve kdaj. To je retorično vprašanje za €1 000 000, recimo. In kje je Sneguljčica, se boste vprašali? Ja, vi ste Sneguljčice in Sneguljčki. Na razpolago imate 7 krasnih, čudovitih palčkov in lahko si izberete svojega za dobo. Nihče ne ve, koliko časa. Soočenje je končano. Namesto reklam so nam danes igrali člani skupine Suha špaga. Še 2 pesmi. Mi se bomo počas vrnili na Gorenjsko, lepo je bilo nocoj z vami. Kaj se pa nas na Gorenjsko imamo toliko prav zdravo, zdaj bomo spet enega Abrahama ali pa bomo ukrival ta zadnjikrat eden. Je poklical sodelavce, da so šli v Štarijo, pridejo v Štarijo, pride natakar, ja, želite, kaj boste? Vsi sodelavci so rekli, pogledali bi jedilne liste, rekel, meni pa prineste in zrezek s pomfrijem, pa jedilne liste pa kuj plačam. Zdaj pa seveda, rom bom pomčil, te pomagal pa tudi prav. Thank you.
moja